Zdaj, jaz Toma te ne bom zares ne preveč nedolgo predstavljal. Mislim, da je to zdaj tvoja 21. knjiga. Lahko da je pač ne več ali manj. V zadnjih letih so se več kot s teorijo romana v resnici ukvarjali z literaturo in etiko, družbeno vlogo literature tudi, zakaj je literatura pomembna, recimo. Zdaj pa prehajaš v teorije romana ali raziskovanje teorij romana, za katere samo ugotavljaš, da to ni najbolj sodobna tema v komparativistiki. Zakaj torej teorije romana? Ja, čisto iz pragmatičnih razlogov, zato ker so mi naložili na oddelku, da moram predavati teorijo romana v dolgem času spet. In to je bila priložnost, da se vrnem nazaj k svojim že kar starim spisom v tej temi, da malce dopolnim, razširim, da dodam še kakšen spis iz tega področja in da pravzaprav olajšam študentom, da ni treba letati po raznih knjižnicah in iskati posamezne članke, ampak da imajo tukaj izpitno snov praktično zbrano na enem mestu. Mislim, da je ta zelo pragmatičen razlog bil tukaj v spredju. Ja, se povzemaš, analiziraš in tudi kritično obravnavaš 4 pomembne teorije romana, 2 tuji, 2 slovenski, pri čemer delaš nekako to, kar je profesor Kos tudi imel za bistvo slovenske komparativistike, to je, ne da prevzema tuje koncepte, ampak da jih postavlja v naš specifičen kontekst in s tem malce tudi spremenja. Mislim, da tvoja knjiga tudi to počne. Recimo, na zanimiv način obravnavaš Lukača, njegovo teorijo romana v povezavi z njegovim življenjem, tudi tragično delno, potem pri Bahtinu bolj na idejni, ne toliko na neki konkretni ravni izpostavljaš njegov smisel, njegove teorije, tudi z njegovo usodo življenjsko ali pa situacijo, specifično poudarjaš teorijo slovenskega romana, to je tudi en tak, torej kontekst. Kako sta po tvojem teorija in kontekst, v katerem se teorija razvija, povezana? Ja, to, da je vsaka teorija kontekstno odvisna, pa ne bo to kontekst zgodovinski čas ali pa posamezna kultura, ampak tudi osebnostna struktura posameznika. In jaz poskušam te teorije bolj ali manj, mislim, da Kosovo teorijo še najmanj, njegovo postavljam bolj v kontekst njegove osebnostne strukture. Ostale 3 teorije pa mislim, da postavljam vse te širše kontekste, kot družbeni, zgodovinski, tudi osebnostno, filozofski in nazorski kontekst. Zato, ker je zelo očitno, da je to ozadje motiviralo te teorije romana. Predvsem se to pokaže pri njihovih mejah, pri njihovih omejitvah. Tukaj lahko z Wittgensteinom rečemo, meje njihovega teoretičnega jezika so meje njihovega sveta, so meje te teorije pač. Te teorije so res zelo različne, ene bolj filozofske, ene bolj strukturno zgodovinske. Imajo pa, se mi zdi, ali pa vsaj tako se zdi na prvi pogled, mogoče nekaj skupnih problemskih točk, v katerih se ves čas vrtijo. Recimo razmerje subjekt-svet, ali pa ep-roman, ali pa vprašanje metafizike, kako je s tem, kakšno razmerje metafizika-roman, ali pa konec koncev tudi podobne avtorje naslavljajo. Torej, o Cervantesu se mi zdi, da prav vsi govorijo, o Bahtin, najprej tudi o Dostojevskem, pa še kdo, torej oba slovenska tudi. Kaj praviš v vseh skupnih točkah, pa se to morda, kaj pa vem, ali to kaže na nek jedrni problem romana, ki je vse skozi enak, in bi potem lahko rekli, da je to neka esenca, ali morda kaže to na nedokončanost romana v bahtinovskem smislu. Ja, to je bilo na pol že retorično vprašanje, če ne bi tega na koncu dodal. Danes teorija romana ni tako zelo priljubljena zaradi antiesencializma. Preprosto
tukaj neka teoretska podmena, da razpravljati o literarnih vrstah, razvrsteh kot nekih zelo jasno opredeljivih literarnih formah, ne, da to predpostavlja neko nespremenljivo bistvo teh pojavov. Ampak seveda, vsaj te teorije romana, ki jih jaz obravnavam, pač pokažejo, da ne. Te teorije romana so zelo različne, roman gledajo zelo različno. Ampak ravno zato, ker imajo kljub tej različnosti nekaj skupnega, pa na nek način odgovarjajo na ta antiesencializem. Govorijo o tem, da pa vendarle to neko besedilo označimo za roman, ali ne, da to ni čisto poljubno. Obstaja neka osnovna intuicija, da obstaja velik skupek besedil, ki ima nekaj skupnega, čeprav ne bi znali takoj na prvo žogo povedati, kaj je to skupnega. In ko se z različnih strani, različnih teoretikov, tukaj so obravnavali samo teoretiki, ker ni zelo veliko teoretičar romana, vsaj jaz jih ne poznam, se skušajo bližati, ko skušajo vsak v svojemu jeziku opisati to svojo intuicijo, tam se potem srečajo. Ena taka teza je, da je to epopeja sveta, v katerem je Bog odsoten, v katerem ni Boga, to je Lukács. Kaj praviš o tem? Ali se strinjaš mogoče s tem, da je to smiselna, ali pa bolj tudi retorična fraza? Teorija romana ima isti status kot druge teorije. Zdaj ne bom se pretvaril, da sem strokovnjak za teorijo znanosti. Naj spomnim, priložnost je primerna. Pred, mislim, dobrim tednom smo vkopali slovenskega pesnika Lojzeta Ihana. On je bil samo pesnik, ampak je bil tudi vrhunski znanstvenik, mikrobiolog. In tudi on je napisal eseistično knjigo o tem, kako so tudi te strogo naravoslovne teorije, znanstvene teorije, kako so pravzaprav zgodbe. Od nekdaj se tudi teorija ni nič drugega kot to, da si usmišljamo nek del realnosti na ta način, da ga razumemo. To ni nekaj, kar je učvrščeno in zafiksirano za vse večne čase. Da je to smešno, da bi ga tako mislil, se vendar vse znanosti napredujejo, se spreminjajo, zelo hitro prihajajo do diametralno nasprotnih pogledov in tako naprej. Zato se mi zdi to čisto primerna metafora, da so vse teorije to znanstveni pravzaprav zgodbe, s katerimi si usmišljamo pač pojave, ki jih preučujemo, in teorija romana in tukaj kakršna izjemna. Seveda so to neki konstrukti, ki pa niso sami sebi namen. Tukaj ne gre za to, da je konstrukt, ampak vsak teoretik išče način, kako bi sebi primerno čim bolje usmislil ta pojav, ki ga raziskuje, kako bi čim bolj natančno, če z drugim jezikom to opišem, opisal bistvo teorije romana. Ena definicija se tiško zelo stroga znanstvena, drug opis, ko govorimo o zgodbah, se zdi tako skoraj podcenjevalna do teh teorij, ampak govorimo o isti stvari. Roman pa ima vseeno tudi kot žanr, vsaj če partino sledimo, neko bolj vsebinsko celo zvezo s sedanjostjo, ne? Bolj od drugih zvrsti. Ja. Se strinjam. Si ti, če vzamemo recimo Perečevo teorijo romana, kakšne so te njegove interpretacije? Da sicer on ne seže tako daleč v preteklo, samo do Cervantesa, ne? Ampak v Cervantesovem romanu, ki vendarle je nekoliko nazaj, kakšnega pol tisočletja od danes, ne? On odkriva probleme svojega časa, svoje lastne probleme. Tudi Cervantesov roman razkriva zdaj v Perjevčevi govorici usodna vprašanja evropske metafizike, ki zaznamuje tudi Perjevčevo sodobnost.
Zato, ker ep govori o nekem oddaljenem preteklem svetu in ga tudi do epa imamo epsko distanco, spoštljivo epsko distanco. No. To romana pa tudi, če je zgodovinski roman, če se dogaja v preteklosti ali pa če je bil napisan v preteklosti, nekako v branju postanemo njegovi sodobniki. Ja, on vseeno tudi trdi, da je to neka totaliteta sveta, oziroma totaliteta človeka, ki je že disociran od izločenost od sveta, za razliko od epa, kjer je svet za človeka smiseln. Po drugi strani Bakhtin izvira roman ne iz epa, pa ne iz te tradicije, ampak iz karnevalskosti, ki je mogoče celo starejša ali pa vsaj enako stara. A ni tu mogoče med tema dvema zelo različnimi teorijami, z različnimi viri, filozofsko tudi oddaljenima, neka skupna točka, neko presečišče? Je skupno, Bakhtin ima 3 tradicije, z katere roman prihaja. Epska je ena, pa ni najpomembnejša. Če gledamo samo te epske tradicijo, razlike med epom in romanom so grobo rečeno podobne kot recimo pri Lukaču. Ampak ta osnovna intuicija v Lukaču je pač roman epopeje so taki, so ga bogovi zapustili, to se pravi smisel svetu ni več imanenten. V času epa je bil svet zaokrožen, urejen, če tako rečem. Roman nastane samo v svetu, ki je s pretiranim izrazom zdaj rekel kaotičen. Ampak pri Bakhtinu isto, vstop kaosa urejen svet, preobrnitev ustaljenih hierarhij, vdor smeha v resnost, to pomeni prvenstvo romana. Samo da je Bakhtin perec to veže na hegelovsko, heideggerijansko, to duhovno ali pa bitno zgodovinsko vizijo, do tega preloma je prišlo z novim vekom. Bakhtin je pa to zgodovinsko na drugo mesto postavil, ampak ta osnovna intuicija je pa ista, da glede na svet epa, je roman neko sprostitev, pravzaprav. Pozitivno in tudi negativno pomeni beseda. Negativno? Ja, pri Perjevcu, pri Lukaču, sigurno naprimer. Lukač si ne želi tega sveta, ki ni totaliteta. To je pa ravno nasprotno, kakor pri Bakhtinu, kjer imaš dialoško neko strukturno jedro romana, brez tega romana po njegove najbrž, pa vsaj romana nima. Je pa po mojem pride do izraza nazorske razlike, ki so posledica teh kulturno-zgodovinskih, pa tudi osebnostnih kontekstov, v katerih sta Bakhtin in Lukač živela, čeprav sta imela v osnovi podobno intuicijo v romanu. V kakšnih podobnostih v knjigi samo na nje nakazujem v opombah, glede marsičesa sta pravzaprav čisto identična, ampak do totalitete imata pa precej različen odnos. Za Janka Kosa ugotavljaš, da ima še neko dodatno dimenzijo, neko sintezo vsebinske in formalne opredelitve romana. Nekaj več od teh dveh, v bistvu, če eden je bolj vsebinska opredelitev, eden bolj formalna. Janko Kos združuje oboje, kako to deluje pri njem? On je pa tako strogo sistematičen, logično, natančen. Pri njem se mi zdi definicija romana je v izhodišču povzetek dotedanjih ugotovitev v romanih, potem pa kar po načelu neke logične redukcije izločanja. Izločanja tistih tez v romanu, tistih predpostav, tistih definicij, ki so dokazljivo napačne. To je takšen strog znanstven postopek, ki spominja na postopke naravoslovnih znanosti. V njem je tudi najmanj nekega osebnega angažmaja,
subjektivnega deleža, kar je eden od pravzaprav idealov znanstvenega pristopa. In zato ne govorim teorija romana takšna, kot je v primerjavi z drugimi tremi, bi rekel, da je rahlo suhoparna, je pa edina takšna, ki je težko, ki je učitaš razen tega. Ne? Težko najdemo kakšno tezo, ki jo on postavi, da ne bi držala, potem, ko pri vseh drugih teorijah romana takih tez kar mrtvi. Ni pa filozofsko nepodprta, ali kaj tako pa še zdaj? Ne, seveda ne, tako kot večina Kosovih spisov ali njegovih prizadevanj, tudi teorija romana je filozofsko absolutno podprta, ne. Pa tudi sociološko, bi rekel, ko se mi zdi v zadnjih desetletjih vedno bolj podarja tudi svoje zanimanje za sociologijo, ki je pa trajalo že od nekdaj. In to, kar je on niti ne toliko dodal starejšim teorijam romana, ampak je bolj natančno preciziral to, je on sprejel iz sociologije, delno iz Gerda Luckmana, predvsem pa iz Habermasovih strukturnih eksperimentalnosti. Tam je našel jezik, da je definiral neko ključno vsebinsko razliko med romanom in nekom. Ampak on je se mi zdi, pravzaprav nima tega nagnjena, pa vse te velike strasti, da bi povedal neko krasno, eruptivno in fascinantno zgodbo, to zmeri preveri, kaj to pomeni. Terež ne preveri, kaj to pomeni. Lukaš tudi ne preveri, kaj to pomeni. Baktin pa tudi precej kaotičen postane, nikoli ne pregleda sintetično, ali so vse njegove teze med seboj sklajene. Ko smo to preprosto pogledali, je takšen karakter in zato vsebinsko bolj natančno opredeli to razliko med epom in romanom, kaj po njegovem pomeni zasebnost, kaj pomeni javnost, ampak točno se zavedati, da to ni zadostna definicija romana, da je treba dopolniti še s tistimi dolgočasnimi formalnimi, ki pa tudi vsaka zase ne zadošča. In spet, tudi on prav, na koncu on prav, da natančna definicija romana ni mogoča. Spet ničesar ni mogoče Kosu učitati. Vse je premislil, ugotovo je, definiral sem, kolikor se je da, bolj natančno se pa ne da ravno zato, ker v osnovi, čeprav mogoče tega ne izreka izrecno, se pa strinja z Baktinom, da je roman neka protestna oblika, ki je možna neverjetnih oblik v sodobnem romanu. Tako vidimo nove oblike romana, zelo drugačne od vseh tradicionalnih, ki smo jih poznali, pa še vedno nam intuicija govori, da gre za isto literarno zvrst. Tista neopredeljivo jedro romana je še vedno na nek način ohranjeno in zato teorija romana ne more biti tako zaključena. Ne more niti zajeti obstoječih vseh pojavnih oblik, še manj pa zajeti potencialno vse možnosti, ki niti se še niso pojavile. Lahko pa gremo vseeno še k nečemu, kar pa je morda nekoliko zanimivo, ali pa tudi z tvojega vidika sporno, če bi tej neki cikličnosti, ki se pojavi potem z modernim romanom po njegovem, kjer se vrne nazaj k Cervantesu. Zakaj pride do tega? Do konca tradicionalnega romana, pa potem vseeno ni konec in se vrne spet k začetku, v enem nov cikl. Mislim, gre za to, ker je bila literatura v tem konkretnem primeru, pa neka pristna, živa misel za Perovca nekaj ne samo resnega, ampak eksistencialno zavezujočega. Jaz ne vem, jaz sem malo starejši od večine občinstva tukaj, tako da ne vem, kako mlajši dojemajo literaturo, neko močno filozofsko misel. Za Perovca je to nekaj resnega, tako kot je resno življenje. In on vso resnost
je raziskoval roman, teorijo romana, postavil fascinantno tezo. To teorijo je dograjeval, ko je pisal spremne študije s to romanom in ko je pisal spremno študijo k novemu romanu. Ni bil ujetnik svoje teorije, ampak je preprosto pogledal, kako ga nagovarja ta roman, kakšno vprašanje odpira ta novi roman. In največkrat je uspel te nove romane, s katerimi se je res vsem žarom ukvarjal in tudi karizmatično predaval, sproti, ko se je ukvarjal s tem romanom, tudi predaval v teh romanih, je skušal to problematiko vključiti v svojo teorijo in jo mogoče samo rahlo dograjevati. No, potem pa, ko so ta odstopanja v prvotno zamišljene teorije preveč narasla, potem pa prišlo do na nek način te cikličnosti, če je bil na začetku najbrž tudi pod avtoriteto Lukáča, Cervantesov roman razglašen za sklet evropskega romana, tradicionalnega, je pa medtem Peričeva teorija romana zaradi romanov, s katerimi se je po naključju natančno ukvarjal, ker je moral pisati in spremne besede, tako zvest je bil v svoji misli, kako se je razvijala, da je raje pustil svojo teorijo na majevih nogah, samo da je ostal zvest svoji misli in zvest besedilu. In od tod potem ti salto mortali njegove teorije, ki pa meni samo seveda suhoparna teoretskega vidika jih lahko samo konkretiziram, ampak tako, moja eksistencialna izkušnja, če lahko tako rečem, ob teh njegovih skokih je pa ravno nasprotna. Mene fascinira ta karizma, ta neverjetna zavzetost, mislim, ta resnost, katero je mislil, življenjska resnost, katero je on premišljal v literaturi, je preprosto fascinirano osebno. In to se mi zdi pomembnejše od neke faktografske ali pa logične točnosti njegove teorije. Ja, to je moralo biti res fascinantno, zato ker je pač tudi vsebina njegove opredelitve romana pravzaprav bitno zgodovinsko opredeljena, ampak fascinantna že sama na sebi, ker gre za prekrivanje ontološke diference. Sama ontološka diferenca je nekaj že sam na sebi zanimivega, potem pa še postavljeno v kontekst romanesknih besedil, kako bi to prekrivanje lahko izgledalo, kaj pomeni mimezis, pa dve različni vrsti mimezis, tako naprej. Ja, zelo kompleksna in seveda ideja je dobil pri Heideggerju, teorija njegova romana je heideggerijanska. Heidegger ima tudi teorijo umetnosti, tako za nekoga, ki ima rad literaturo, v redu. Teorijo po svoje je literaturo postavljal nad filozofijo, čeprav je bil filozof. Evropski metafiziki se resnica skriva, filozofiji v tem času, ko se skriva, se pa vendarle na nekih mestih razkriva in to so velika dela zahodne poezije. Ampak Perjevc se mi zdi, da je pač še bolj to naredil. Bolj od Heideggerja. Tudi po Perjevcu je v zahodni metafiziki resnica prikrita, razkriva se pa umetnosti v samem romanu. Samo pri Heideggerju imamo tukaj metafiziko, potem imamo pa poezijo, vrhunsko poezijo, ki je zunaj metafizike in tukaj zunaj metafizike se kaže biti. Perjevc je pa pokazal to, kar v osnovi je bolj, se mi zdi, blizu notranje logike Heideggerjeve filozofije. Kako se znotraj same metafizike, znotraj metafizične strukture, kako se za hip poblisne biti. To se mi zdi še, mislim, če bi v Heideggerju malo bolj sprejeti, bi naredil to, kar Perjevc, se mi zdi. Ja. Dobro, saj sta pa imela Kos in Perjevec navkljub predvsej različnim pogledom, ki so jih zdaj
ki si jih opisal zdaj, do teorije slovenskega romana, pa vseeno, pa vse do slovenskega romana, ne, toliko mogoče do teorije, zelo podobna stališča. Kar me je pa tudi posebej, zato je pa takšna knjiga dodatno nekaj več, kot samo seštevek, opisal teorij nekoga drugega, ampak je nekaj več, nekaj dodatno. Nekaj, kar je specifika slovenske komparativistike, recimo. V tej sopostavitvi se pokaže, da sta pa razmišljala o slovenskem romanu na temelju svojih lastnih in drugih teorij romana podobne. Kakšno je to razmišljanje? Kakšne so te skupne točke med njima v zvezi s slovenskim romanom? Ja, oba sta bila resna bralca literature, oba sta imela občutek za literaturo, oba sta bila načitana in razgledana. In ko sta brala zlasti slovensko romaneskno klasiko, sta najbrž oba začutila, kaj je specifika slovenskega romana. V slovenskem romanu se bolj kot v večini romanov drugih literarnih kultur pojavlja neki izraziti junaka, ki je bolj lirske kot epske narave, ki je bolj pasivan, hrebenenski kot odločen, aktivni junak evropskega romana, kot ga posebej poudaril Pevec, Irno, pa tudi Lukač. Mislim, oba sta bila zvesta temu empiričnemu gradivu, s katerim sta se ukvarjala. Imela sta sicer zelo različno teoretično orodje, s katerim sta to reflektirala, ampak sej logično, kje bomo iskali specifiko slovenskega romana, če je slovenski roman drugačen od evropskega? Ja, najbrž v teh družbeno-zgodovinskih okoliščinah slovenske kulture, kje drugod pa. In spet sta oba iskala na istem mestu, po smislu na podoben način, po formulacijah pa različno opredelila pač to specifiko, tudi po metodi zelo različno. Ampak, če znamo, pa se ni toliko težko razbrati smisel tega, o čemer govorite, je jasno, da govorite o istem romanu, v istih romanih. Ja, o Cankarju govorite večino. Ja, v istem tipu romana, ja. Tako, v istem tipu romana, ja. In to ni na tu, mislim, pa ni čuden, da se ujemate. Saj zanimivo se mi zdi, kako sta, mogoče celo mi je to pri Pirjevcu bilo najbolj zanimivo, pa pri tvoji analizi Pirjevca tudi, kako opiše to prekrivanje neke te nacionalne ideje, načela nacionalnosti pravi, pač, da se načelo subjektivnosti s tem prekrije, tudi v smislu tega, ali pa predvsem v smislu tega, kakšna je vloga, družbena vloga literature v specifično slovenskem zgodovinskem kontekstu. Se potem sprašujem, kako je danes, ne samo s to družbeno vlogo, predvsem z romanom, ali ga lahko na podoben način obravnavamo danes, ko je, ali naj bi, ali če je, to so zdaj vse vprašanje na nek način. Smo Slovenci, pa je Slovenija kot nek subjekt v zgodovini, neka višja entiteta, ker ni bila in zato literatura vzema neko identitetno mesto, kar povzroči razne konotacije. To, da je potem literatura ideologija, ne pa estetska. Težko rečem, da se je enormna produkcija romanov na slovenskem, prek 100 oziroma 100 nekaj 100 na leto, najbrž je potrebna tudi neka časovna distanca. Zdaj, te sociološki pogoji, če tako rečem, družbeno-zgodovinski pogoji, ki so po Kosu in po Pirjevcu opredeljevali slovenski roman, ti pogoji, te okoliščine so se spremenile. Torej, v skladu z njuno teorijo bi se morala spremeniti tudi narava slovenskega romana. Kot rečeno, pa težko presoditi. A se to res zgodi, ali ne? Mogoče lahko kdo
iz občinstva presodi. Ker tukaj, jaz bi samo še preden prisodi iz občinstva, bi samo še dodal, se ne gre samo za te zgodovinske okoliščine. Gre tudi za to, ko se skozi naše izobraževanje v osnovni šoli manj, ampak v srednji šoli pa na fakulteti, ko spoznavamo slovenski roman prek klasikov slovenskega romana. To se pravi prek tistih romanov, ki ustrezajo, recimo Peričevi in Kosovi razlagi, nekako dobimo tudi podobo, predstavo o tem, kaj še ne bi bil. Pravi roman. Tako da že imamo mogoče nek mentalni vzorec, da tudi če se te družbene zgodovinske okoliščine spremenijo, lahko ta mentalni vzorec še bi trajal. Tako da je situacija zelo kompleksna, se opravičujem. Zdaj, to se mi je zdelo na nek način, zdaj bomo odprli počasi vprašanje še iz publika, ampak vse to se mi je zdelo na nek način zanimivo vprašanje tudi z vidika globalizacije, po teh globalnih vpliva, še sploh obstaja nekaj takega, ja, zdaj skozi šolski sistem bi rekel, da ja, kjer se vzpostavlja neko učenje o tem, kaj je roman, pa potem, kaj je slovenski roman znotraj tega. Ampak sicer pa tu je mnogo dosti mladših ljudi od naju, ki verjetno berejo vsaj toliko v angliščini, kakor v slovenščini, in vsaj toliko tuje literature kot slovenske. In se zdi, da se te meje malce briše, če so sploh kadarkoli obstajajo. Lahko odpremo, ima kdo kakšno vprašanje? Da so vse zvedeli. Še da. Jaz bi imela eno vprašanje. A lahko? Ja. Svoj dale. Me veseli, da si izdal novo knjigo o teorijah romana, nisem še imela v rokah. Zdaj, po tem, kar sem slišala, čestitam seveda tudi za knjigo, bi rekla, da si se veliko ukvarjal z definicijami romana. Parkrat si uporabil besedo poleg teorije romana, tudi definicija romana. Pa me zanima, ali je na področju romana tudi prišlo do premika, kakršnega opažamo na področju lirike, da ne govorimo več o definicijah, ampak o opisih. Se pravi, neke prototipske lastnosti se izpostavijo, pa reče, nekatere od teh lastnosti so tiste, ki so v ospredju, druge pa ne stopijo v ospredje. To je komentar, v bistvu me zanima. Ja, seveda, terminologija se ves čas spreminja, ampak se ne spreminja samo terminologija. Prav zaradi te previdnosti, zaradi katere se terminologija spreminja v to smer, recimo tudi antiesencializma, da če rečeš nečemu rečeš struktura ali pa bistvo, pa če potem misliš isto, meni čisto vsem, kakšen izraz uporabiš. Če iz konteksta odvisno, če iz konteksta razvidno, kaj si s tem mislil. Tako da jaz tudi tukaj nisem toliko pozoren na terminologijo. Ne nazadnje so vse te teorije, recimo starejšega datuma, v bližnjem času so nastajale, je razpon nekaj desetletja, ampak vendarle pred modernimi epistemologijami, ki so bolj natančne, ki so bolj skeptične, včasih pa po mojem tudi preveč rigorozne, pa potem zgršijo sam smisel in samo poanto zaradi prevelikega vztrajanja na prepovedanih besedah. Seveda sem tudi v več svojih spisih že kakšne kombi na to upozoril, ker me mečkam motil. Ko so literarni teoriji, naprimer, napiše, zdaj čisto točno ne bom citirati, recimo napiše bistvo romana je to in to, ampak potem pojasne, ampak seveda to bistvo ni nekaj zafiksirano, ampak je zgodovinsko spremenljivo, kulturno spremenljivo, vedno odvisno od konteksta in se bo spremenilo tudi v bodočnosti. Mislim, to ni esencialistična definicija bistva, tako da same te besede meni niso to
pomembne, poskušam razumeti v smislu, kaj smisel razražajo. Hvala za tehno vprašanje. Jaz vprašam. A se lahko nadejamo, čestitke za knjigo, profesor, se lahko nadejamo novih teorij romana? Kako bi rekel, kako se temu reče, tržna niša je, ne? Ker še desetletja ni bilo nobene, tako da to bi bil dogodek v vsakem primeru, ne? Bi pa zahteval, mislim, da je dokaj velik pogum, ker ta desetletja pomenijo neko načelno skepso do takšnega početja. No, se tu, zahvalil sem tudi tako. Se je razumel tudi kot retorično vprašanje, skoraj, ne? Hvala. A potem ne pričakujemo Virkove teorije romanec, neke celovite, kratke. Pa v dveh vrsticah, ali kako? A ste bili dopolnjena srečanje s profesorjem Kosom? Ja. No, skušali sem, da bi ponovil njegove besede, to je moja zadnja knjiga. Imaš še 10 do 95. Če si zdaj pa 91, imaš še 10. Ne bom rekel iz tvojih ust, Božja všesa, trajam pri svojem. Dokler ni nova, je ta zadnja, ne? A bi mogoče za nove teorije romana potrebovali tudi kakšne prenovljene oblike romanov? Mislim, sigurno bi nove teorije morale iskati iz prenovljene oblike romanov. Samo se upravičujem, ker se star, težko iščem bolj spodobne izraze, ampak samo bistvo romana je pri Bachtinu že tako definirano, da vključuje tudi vse nove oblike romana. Ne? V osnovi tega ne bilo treba spremeniti. Mogoče mislim, da tisto, kar bi bilo, s čimer bi se bilo moral novi teoretik ali teoretičarka romana spopasti, je z dokaj konsenzualnim mnenjem, da je recimo te velike epske forme, če po Lukáčovu formuliran kot je ep, kot pa tudi roman, ne, da najbolj celovito zajemajo podobo nekega sveta. Zdaj, bolj ko gremo k sodobnemu romanu, bolj se zdi vprašljivo, če pa to res kot celovita, totalna podoba sveta, do svet ne totalno to velja, ne, ampak je to res taka celovita podoba sveta, po katerem na prvi pogled ločimo roman, naprimer od dolge novele ali kaj takšnega. Mislim, da je to eno sigurno od pomembnih teoretičnih vprašanj, ki bilo treba razrešiti, pa najti neko rešitev, nadgraditi to teorijo romana, da bi bile ti opisi, da bi bili ti opisi bolj prepričljivi danes. Ne? Gotovo je pa še marsikaj drugega, to so zdaj na hitrco pomislil. Imate vi kakšno misel glede tega? Ali pa intuicijo? To se mi je samo tako porodilo, ta misel. Malo kot izziv v razmišljanju za vse. Ja, hvala. V tem dialogu med teorijo romana pa ustvarjanjem romana je teorija o prednosti, ker ima katedro pa strokovnjake za to, medtem ko pisatelji počnejo to goli in bosi na gled. No, meni je vsak vaš roman bolj zanimiv od katerekoli zgodbe, ki se imenuje teorija romana. Tako za koga bi rekel? Brez romanopisov ne bilo teoretikov romana. Brez teoretikov romana... To pa je že navadno, mislim. Ok, ustavil sem, ne bom počel.
Hvala Ja, lepa. je pa ta katedra že 100 let stara. Tako da hvala za to, da se zaključimo s to mislijo. Hvala lepa obema, da ste si vzela čas in še predstavljali v bistvu to knjigo, ki je pa javno dosegljiva, prosto dostopna, tako da si lahko seveda to nadložite. Drugače je pa seveda to išlo v naši zbirki, tako kot knjiga profesorja Kosta, Arta Komparatistika Slovenika. Hvala lepa.